pozdravljeni v novi petkovi oddaji 5 minut za, tokrat za eno zelo, recimo temu seksi zadevo, ki se je skratica reče GDPR. Verjetno ste dobili v zadnjem času kar precej e-mailov, kjer so od vas zahtevali, da nekaj potrdite, da še želite prejemati določena obvestila. No, to je posledica tega GDPR-ja, ki je bil sprejet oziroma je stopil v veljavo 25. maja. No in danes bomo z Robijem malo pokomentirali, kako se vse skupaj nanaša tudi na BIM in na splošno gradbene firme. Robi, kakšne so prve tvoje ideje okoli tega? Ja, jaz bi najprej povedal, kaj GDPR pomeni. To pomeni General Data Protection Regulation. Je pa direktna posledica tega, da nihče od nas ne ve, kako, na kakšen način in katere sploh podatke vse te spletne storitve obdelujejo, kaj vse vejo o nas, pa kaj lahko na podlagi tega v tem združujejo. Evropa se odloča, da bo pač poskušala to malo regulirati in dosegla je to, da zdaj recimo vi ne morete klikniti nekega gumba, s katerim ste se strinjali, bog ve kaj, to s temu smo po domače rekli drobni tisk, ampak zdaj morate izrecno dovoliti obdelavo podatkov. Zdaj, če takoj najprej povem, kako to vpliva na BIM pogovore, mogoče bi ti razložil. Na BIM pogovorih edino, kar imava od katerihkoli osebnih podatkov, so maili poslušalcev, ki so jih sami vpisali, ker so želeli pač ostati v kontaktu oziroma biti obveščeni o čemerkoli in mislim, da so poslala v vseh teh letih en mail. Poslušalci oziroma splošno se lahko pač na spletni strani, kjer piše naroči se, tam se lahko tipka e-mail naslov in potem se naročiš na to mailing listo. In res, Robi, imaš prav, poslala sva do zdaj v tem letu in pol, koliko je to? Ja, leto in pol, kar že... Več kot 2 leti. 2 leti je bilo zdaj, aprila. Sva poslala točno en tak newsletter, oziroma ni bil newsletter, ampak predvsem poziv k izpolnjevanju ankete, tako da se ob te priložnosti zahvalila še vsem tistim, ki so to naredili skozi ta poziv. Ja, no, kar pomeni, da edini osebni podatek, ki ga midva imava in ga niti ne obdelujeva, ampak samo imava, je vaš mail. Če želijo biti skladna z GDPR-jem, moramo omogočiti tudi izbris tega vašega osebnega podatka in če kdo želi biti izbrisan, lahko kontaktira mene ali pa Matevža in bo to izbrisano brez vprašanj in brez težav. Je pa to vedno možno narediti skozi tudi ob prejetem, recimo takšno sporočilo. Vedno je od spodaj tudi povezava na to, da se odstranite z te mailing list. To je, kako GDPR vpliva na podcast oziroma spletno stran podcasta. Druga stvar, ki bi pa mogoče bila zanimiva, je pa to, kako GDPR vpliva na sam BIM oziroma področje BIM-a. Na prvi pogled nima nobene posebne povezave, ampak če pa bolj podrobno pogledaš, pa če malo bolj s pravniškimi očmi pogledaš, pa seveda lahko vpliva tudi na BIM. Mi da so poskušala najti, če so kakšni primeri prakse, če so kakšni nasveti, kakšni mogoče regulative iz tega področja, ampak je ta GDPR še tako nov, da načeloma nismo nič posebnega našli. Ja, cel kup člankov je na to temo. Nekateri so malo novejši kot drugi, ampak kakorkoli že, v bistvu vsi so precej ohlapno napisani in mislim, da v globalu, bom recimo tako rekel, da ta GDPR je predvsem posledica ali pa želje regulirati te velike firme, kot so Facebook, Google in podobni, ki res nekako dejansko obdelujejo te podatke. Je pa jasno, posledično tudi res, da tudi recimo manjša podjetja, tudi recimo manjši ponudniki nekih spletnih storitev se morajo posledično s tem ukvarjati in biti pripravljeni na GDPR. In jasno posledično to ker skozi delo in izmenjava podatkov med recimo udeleženci na nekem gradbenem projektu se dotaknemo oziroma se udeleženci dotaknejo teh in onih servisov, to dejansko pomeni, da so tudi te servisi nekako pod tem vplivom oziroma posledično tudi sami. Ja, to gre predvsem za te spletne storitve tipa BIMX, BIM 360, BIM+, Viewpoint, mislim, vse to, kar... Vse, kar je nek cloudu ali karkoli blizu njega,
vse, kar je tam nekje, in po pravem, po enem tolmačenju bi morali imeti podjetje s podjetjem, ki trži tako storitev, vedno neko pogodbo, in potem pa pride pravniki zraven, ampak to mislim, da presega teh najnih današnjih 5 minut. Ja, res je v bistvu, tako da 5 minut je že v bistvu mimo, tako da bi počasi zaključila, bi pa za konec sam povedal naslednje, da bomo te nekatere izmed člankov, ko smo jih našla, tudi polinkala v zapiskih za te 5 minut. Tako da vse tiste poslušalci, ki to poslušajo, vabim, da grejo na spletno stran BIM Pogovori in bodo tam lahko pač te članke našli. Se pravi, teh člankov je res mnogo, polinkala bo sam tistih nekaj par, ki se nama recimo zdijo relevantni. Ne? To pa mislim, da tudi vse, kar smo imeli za danes povedati. Robi, adijo.